Paziti to. To je naša prva pot v Srbijo in zdaj se bližamo meji. In zdaj vprašanje, če bomo z celim šopom papirjev lahko prišli brez težav čez mejo. Ne? Evo, to je končno čez mejo v Srbiji, ko so se cariniki pol ure praskali po riti, pa štempljali papirje. So nas končno spustili skozi. Zdaj lahko nadaljujemo pot do Beograda, malo še 100 km. Evo, tretja tankštela, pa zgubljene še ene pol ure. Klavdija se vrača z, upam, da delujočimi telefoni, pa nekaj sladkarijami. Evo, samo 6 ur po predvidenem prihodu, ne, smo končno od Beograda. Tako zgodaj nismo še nikjer. Pred Mega Maxijem, kjer so dali majstri pol vinil čez ograje, ne, zato da tisti, ki ne plačajo, ne morejo gledati. Kak carska fora, mislim carska, primitivna, ampak efektivna. Avto smo tu dali dol, pol je s kombijem zraven, ker so zadnjo lih prišla z Grčije, ne. Proga je pa tak, ne. Proga je srednje majhna in to je vedno pri organizatorjih, ne. Če je proga velika, je proga hitra. Če je majhna, je pa v vsakem primeru tehnična, ne. Ja, se to pa pride zdaj, ne. Klipi pa cone so že narisane, proga je označena s temi gumami, dodatno pa zaščitena z zidom iz gum, pa betonom. Asfalt je pa... alala! Tudi nekaj lukenj je. To bo kar divje. Na sredi proge je ta dvižna platforma, na kateri bojo sodniki. Postavili so pa tudi tribune. Zdaj so v bistvu organizatorji ta prostor, ki je bil zapuščen, pa je zaraščen in prašen, so ga spucali. Celo nekaj lukenj so poflikali, zato da ne bi prišlo do poškodb drift avtov. Postavili so tribune, označili so celo progo, postavili so to ograjo. V bistvu šlo je ful dosti truda v to, da so lahko event pripravili tukaj v Beogradu, ki pa je tudi največje mesto v Srbiji, ne? Tako da pričakujemo velik šov. En kup voznikov še manjka, ker je danes pač petek pred sobotnim eventom. Pazi to, ne? Poli probava od Klavdije čelado. Katastrofa? Kakor Klavdija, ista katastrofa. Avto se segreva. Jaz sem suvereno zamudil na sestanek voznikov, ker so me terali v trgovino, ne? Ja. Primož mi je na koncu povedal, da je treba biti v obleki, čeprav mi nič ni tega povedal, ali pa me teral domov, ne? Ej, Erika, imaš še kakšno drugo čelado? Ja, ne, sej, pokržil sam. Ne. Sem povedal, da bom integrirano, pa bo v redu. Pazi voiceover, to je moj drugi krog in uporabili ga bomo za predogled proge. Skica je že na ekranu, in-run je ravn, initiation je med dvema črtama. Imamo zunanji klip, zunanjo cono in ponovni zunanji klip. Ti elementi tvorijo prvi sektor, na to dva agresivna transitiona v še en zunanji klip in veliko zunanjo cono, kjer res ne sme zbijati gum, tako so rekli sodniki. Ta sektor se zaključi z zunanjim klipom, na to pa zaviranje, naslednja tranzicija, potem pa zunanji klip, zunanja cona, cilj proge je pa tukaj pri tem oranžnem beach flagu. V bokse se vrneš po diagonali čez progo, kjer leži en kup kamnov, tako da po možnosti vse te kamne poberejo zelo vroče gume. Ampak tak je. Evo, to je pa že zunanji posnetek tega drugega kroga. Veš, koliko se na ja? Tisti, ki bolj podrobno gledate video, ste opazili, da se pri posnetku tega Lexusa bolj ali manj sliši samo delovanje motorja in nič gum.
Probajte poslušati sledeče in rane in ugotovite, kakšna je razlika. Groba površina te proge na srečo ni tako abrazivna, kot smo se bali, ampak ne nudi dosti oprijema. Zaradi nizkega gripa pa tudi gume ne škripajo. Jaz se na moj sluh zanašam predvsem pri pospeševanju, poslušam gume, kako škripajo. Po načinu škripanja gum pa lahko ocenim, če tišim dovolj, preveč ali premalo gasa za pospeševanje, da do initiationa dosežem čim večjo hitrost. In ta težava oziroma pomankanje tega škripanja me bo pestila cel vikend, saj nikakor nisem mogel oceniti, koliko gasa tišati, in se je dostikrat zgodilo, da sem na in-runu naredil rolling burnout od štarta do initiationa. Naravno, gre taksi, buši, nego izdala, da je malo nekako celo danes, minuta krize, da se vozite sa najboljim. Gospod Evo, mi smo pa v drugem trening sessionu pred kvalifikacijami. Acelere 0,8 vroče, da vidimo. Pa brez veze zapravljamo gume za tem kekcem. Prav, kaj je majster? To pa divje situacije, ne? Šotor nam je spila guma. Evo, tukaj sem končno sestavil svoj kvalifikacijski run.
Dajte si zapomniti, da vlečem ročno, takoj potem, ko avto naredi prenos teže, pa da je initiation v bistvu takoj za tisto po konci postavljeno gumo. To bo pomembno za kasnejši del te zgodbe. Razen tega pa je končno prišlo nekaj gripa v progo. Tudi avto smo uspeli naštelati tako, da je dovolj hiter, da lahko konkurira tudi najhitrejšim. In veselim se kvalifikacij. To je bil pa win. Stanju lep. To je bil pa winning run za Stanju pa lep. Stanju pa lep. Zdaj bi te jaz ven vrgel, Ja. pa grem en tak run Kaj pa je še to sam. vrsto? Kaj pa je to vrsto? Grem en tak run še sam, Ja. pa sem zaključil s trening. Razen če bo Ilić pred mano, pol grem čez. Zdaj čekaj se v Gordman gum prosim, ker po moje nimam nič več. Bom vrgel lučka, je. Daj še videti, koliko je. Ta je malo slabša, morda boš naredil en krog, ne vem če. vožnja ovdje Erika Jankovića, odlično je djelovao tokom treninga kao i u svom prvom kvalifikacionom krugu. Erik Janković zaista spektakularan, možda zbog ove precizne i tačne vožnje i malo i djelovalo da ima više od ovih 330 konjskih snaga, ali opet kažem to je samo manje bitno. 86 poena. Može i bolje. Drugi si u... Da vozi jer već ima jako dobar rezultat iz prvog kruga, tako da možemo očekivati sad malo više riskiranja s njegove strane. Završava svoj
kako je odvezao. Sudje sada vraća stazu prvo. Prva nisem lih zadovoljen, ne, da vidimo, kaj bo druga povedala. Ja, hitrost pizda, ti hitrost. Od mene, če ni gripa, če tišim gas, pa... Koliko je bilo entry speed? 66. Ja, fuck, slabo. Dobro te daš. Isto. Ja. Hvala, dobro. Prej že boš 86 prvi. Vam, evo, avto je utrpel samo manjšo škodo in to je razbito steklo od luči, od nekega kamna. Drugače pa dobro preživel dan, vse nove gume pa feljne so skrite pred cigomigoti. Kabina je pokrita, da ne bo preveč vlage čez noč, mi pa pičimo spat, da se naspimo pred jutrišnjimi betli, pa je vozimo top 32. To. Pazi to, neverjetni dogodek je to, da smo med prvimi v boksi. Še malo, pa se bom naučil, kako ne biti pozen v live. Klaudija je že dala cerado z avta, čas je, da zmečem ven dife pa orodje, raztovorimo gume od tam, pa iz Iličevega kombija, kjer smo jih skrili čez noč, pa začnemo sestanek ob 10, ki zna biti, da bo zamujal, ne, zato ker je ura tak 15 do 10, pa še ni skoraj nikogar v boksih.
Ovako mi je dobro. Kako se ti sviđa? Super, odlično. Kaj je Klaudija? Aha, okej. Okej. Ja. Ja, kljub temu, da je v nedeljo uspelo narediti kar nekaj lepih ranov, sem v bistvu straglal. Največji problem je pa ta sklopka in v bistvu sklopka na menjalniku nekoliko zamuja. Zame je pa to še večji problem, ker je moj stil vožnje zelo agresiven, za sklopko dajem tempo ranu. To pomeni, da rad clutch kickam na initiationu, rad clutch kickam za transitione, večkrat clutch kickam v ovinku, zato da spremenim kot avta. In v naslednjih posnetkih se vidi, kako menjalnik zamuja za pedalov. Zraven je pa tudi en posnetek, ko je bil avto še ročni in prikazuje, kako hočem, da se sklopka odziva v mojem avtu.
Janković! Jao, kjer dizaster od betla. Tukaj se naš vikend konča, Viktor zmaga. Zakaj? Moj prvi ran je dobil 0. Prva razlaga sodnikov, prepozni initiation. V osnovi sem odločitev popolnoma razumel, ampak zdaj, ko sem pa nekajkrat pogledal te posnetke, pa vidim, da je bil moj initiation med obema črtama, kjer tudi more biti. Je pa res, da je ta initiation zelo slab. Pred betlom sem se ohladil, adrenalin je bil nizek, flik je bil premajhen, kota pa tudi ne dovolj. Po initiationu ne želijo videti dosti zaviranja in jih je sigurno zmotila še ta ročna, ampak na srečo je bil Viktor toliko zadaj, da ni izpadlo, kot da ga hočem break checkat, ampak se s to ročno dejansko popravljal svoj premajhen kot. Obstaja pa še ena vmesna faza, kjer sem probal rešiti situacijo, pa je nisem uspel zaradi tega deleja oziroma zamude sklopke, ki se vidi tukaj. Z nogo grem noter, ves čas sem na gasu, spustim sklopko, shit, ni pogona. Vidim, da bo avto zravnalo, če mu ne dodam kota, še enkrat stisnem sklopko, potegnem ročno. Recimo tu bi res rabil tisti odziv sklopke, da bi avto takoj dal pogon in tako bi po prvem spuščanju sklopke, ko gre noga ven iz sklopke, dal sem left foot brake, full gas, na polno bi cono, če bi že mogoče malo falil ta klip, avto bi zaradi dodatnega pogona, dodatnega wheel speeda dodalo kot in prvi ovinek bi lepo odpeljal. Na ta način sem pa po initiationu pri prvem zunanjem klipu bremzal za ročno ko en debil in moj lead run je v prvem sektorju totalno flopal zaradi tega. Valjda sem se do transitiona zbral in dalje odpeljal ok. Ta drugi fail je pa ta, proti temu zunanjemu klipu sem malo ozek in tu zaviram. Sicer sodniki niso povedali, kdo je kriv za ta crash, ampak cona zaviranja ni točno definirana, tako da to je pač ostala odprta debata. Mi je pa sodnik tudi pokazal posnetek iz te dvižne platforme in moj lead run je izgledal dost bogo, tako da razumem, zakaj so tu dali Viktorju zmago, kljub temu, da je bil moj chase precej boljši od njegovega. Sledile so top 4 in finalne borbe. Jaz sem zaključil tekmovanje na 5. mestu. Ivo Znaur s tole E46 se je pa uspel pospet na stopničke, tako da je bil vsaj nekdo z mojim low-kitom tudi na tej rundi v Srbiji na stopničkah. To je bila moja prva izkušnja na SDC-ju, imeli smo se super. SDC je prijetno tekmovanje, ki pa ima vseeno dost visok nivo konkurence, saj pridejo tako Romuni kot Mađari, Srbi, Hrvati, pa tudi nekaj Slovencev. Organizacija je prijazna, cene so ugodne, edina slaba stran je to, da so vse proge oziroma vsi njihovi eventi precej daleč od Slovenije. Sojenje je dost pregledno, proga je razdeljena na sektorje, tolerira se to, da se avto med transitionom malo zapelje, mislim, da je ta limit 2 metra. Vsak podrt stožec ni takoj 0, ampak je samo odbitek, šele če razbiješ 3 kupe gum, je to totalna 0, saj si na ta način šel res daleč iz proge. Definitivno se bom na SDC še vrnil.
v kakšnem obsegu, na koliko rund bomo videli. Bi se pa ob tej priliki rad zahvalil vsem organizatorjem za gostoljubje, čestitev vsem, ki so prišli na stopničke. Vam gledalcem bi se pa zahvalil za ogled, ves pozitiven feedback, lajki, šeri, pa tudi konstruktivne kritike poplačajo moj trud, ki ga vlagam v te videe. Ti videi požrejo nenormalno dosti časa, ampak upam, da s temi videi koga navdušim nad driftanjem, delim nekaj uporabnega znanja in razširim obzorje sveta drifta. Ta svet se nerealno hitro širi, voziti se da praktično vsak vikend, pogosto pa tudi med tednom. Tako da upam, da marsikdo na tem kanalu najde kaj inspiracije in se pridruži v naše vrste, bodisi kot tekmovalec, bodisi kot gledalec ali pa kot pomoč pri organizaciji dogodkov. Hvala vsem za ogled, ostanite v videu, sledi še nekaj zaključnih misli od mene in Klavdije. Z vami sem bil Erik in se vidimo naslednjič. Zaradi dane gužve, ne? Je bilo treba iti ta gor, pa tu čez, pa gremo zdaj na parking, evo, bam! Drugače je kar naš style, da stojimo 90 stopinj na vrsto, ne? Zato, ker smo mislili, da je tam gor, da lahko greš, ne? Ampak ne moreš. Kaj te lučke od škifov je primo epileptični? Da imajo tako blisko niso. A ne, to je carina, mater. Pa je nevaren. Gledam. Podeljek se je že dobro začel, ne? Ampak mi da so še na poti. Ena izmed lekcij tega potovanja in tega eventa je bila to, da je pač ta ATA karnet spet en presvezen mednarodni papir, ki stane 75 €, zato da tam poštemplajo pa strgajo 4 A4 liste. In to je to, ne? Klavdija, kak si se imela v Srbiji? Bomo šli še kaj? Ja. Zakaj? Ti boš še voziti pa zmagati, si rekel. Definitivno sem potrudil zmagati. Bi pa šel še tudi voziti, pa tudi ti menda, ne? Hoče. Edini problem tega je, da je Srbija precej daleč. Ta runda v Beogradu je bila pač najbližje in je bila pač 500 km stran. Runde, ki so v Čačku, so pa bolj 650 km stran, kar je kar dolga pot, sploh pa gledam to, da je zdaj dosti draga nafta in v Srbiji in pa tukaj na hrvaških avtocestah. Plus tega Hrvati vzamejo v eno stran 35 € za cestnine. V glavnem, driftanje definitivno ni poceni šport, je pa res, da je velik del stroška sama pot gor in dol, zato ker so cestnine, ko si pač prikoličar, dosti dražji, kot pa če bi bil z osebnim avtom. Ne bomo pa delali čistega breakdowna stroškov, ker ti so visoki, ampak so tudi dosti odvisni od tega, s kakšnim avtom potuješ, kako se znajdeš, kakšne veze imaš in kako dobro si zverziran za ekipo, da ne narediš kakšnih brezveznih napak pa dodatnih stroškov, ko si na progi ali ob progi, ne? Tako da se da driftati relativno poceni, ampak vseeno je treba zapraviti kar nekaj denarja, da se lahko privoščiš tako zanimiv, tako atraktiven in najhitrejše raztoči avtošport na svetu.